Najprej ste kaj prespali, zadnjo tekmo ste že gor na listi. Ja, prespali smo, koliko smo lahko spali. Včeraj smo imeli pač analizo in sestanek. Ugotovili pač, da na tak način več ne smemo ne igrati, ne se obnašati na igrišču. V bistvu niti ni tak problem, razen skoka v teh obrambnih pozicijah oziroma variantah. Nekako strah se je zavlekel v gosti v drugem polčasu. Dali smo samo 23 točk, tako da v domačem igrišču je to pač nespremenljivo in od tega tudi ta poraz, ki je boleč, vendar treba je gre dalje. Nov list. Dobro, jutri prihaja Zenit, poletna ruska ekipa. Včeraj so izgubili proti Kimkiju za 5 točk. V bistvu kompaktni, dobro sestavljeni na vseh pozicijah, krasi jih izreden skok v napadu. Pravi, še enkrat podarim, kar smo dali že dopoldne na stanku danes igralcem, ta skok obrambni bo izredno pomemben jutri, če hočemo premagati Zenita. Veliko igrajo po dobrem skoku kontranapada in tranzicije, ker prednačita tule playmaker Hodge in pa Jones, ki večino svojih košev ta Jones daje na nepostavljeno obrambo. Posebno pozornost bomo treba posvetiti še Landryju, kanadskemu igralcu, ki je edini od visokih igralcev, ki zna zadeti tudi iz linije izza trice, se pravi dober šuter, dobro igra pod košem, izreden skakalec napadov in pa Kulaginu, domači Nadi, ruska perspektiva, ki lahko v bistvu dela na igrišču vse. Na njega polagajo velike nade tako v Zenitu kot v celotni Rusiji, tako da težka tekma za nas vsekakor po tem porazu, vendar fantje imajo priložnost, da se izvlečejo, da odigramo dobro tekmo zopet hrabro, brez kakšnega koli pritiska in pač skušamo osvojiti novo zmago v Ulepkupu. Brez ta strah omenil, kako zajeziti ta strah? No, ta strah je bil posledica nonšalance in napačnega razmišljanja mojih igralcev. Le nimamo takih izkušenih igralcev, da bi vedeli, kaj se lahko v košarki zgodi. To se v košarki že dogaja in se še bo dogajalo, da imaš visoko prednost, potem pa začneš igrati nekaj po svoje, z nekimi cirkuškimi vložki, skušaš nekako atraktivnost povečati ali pa omalovaževati nasprotnika, to se te hitro vrne kot bumerang in to se je nam zgodilo. Potem, ko treba pa drugače, ti isti igralci, ki so prej s to tvojo nonšalanco, so potem bili bledi in nimali kjer. Tudi zdaj je to zdaj en pogled za naprej. Dobro, jaz sem že takoj po zmagi proti Debrecenu povedal, da je zdaj izredno važna tekma proti metalcem, da niso niti slučajno naivna ekipa, da nimajo še zmage in take ekipe so najbolj nevarne. In to smo se pozorili 5 minut po zmagi na Debrecenu. In se pogovarjajo še 2 dni pol, ampak pač to je to, ne. Ali so tukaj spremenili ambicije v Evropskem pokalu po raznem štartu? Ne, v bistvu ambicije nismo niti določili, klub sam, mi pa imamo svoje ambicije v garderobi, da vsako naslednjo tekmo zmagamo, da pridemo čim više v te ABA tekmovanja, ki je z nas izredno pomembno, zato je ta poraz toliko boleč, vendar ni zdaj odločujoč. Seveda pa v tem Ulepkupu sigurno moramo se uvrstiti v drugi krog, potem pa pač spet odvisno od naslednjega nasprotnika in lahko cilje določamo v Ulepkupu šele nekako postopoma, ko vidimo, ko bomo pomagali nasprotnika. Verjetno bo ta Zenit ključna tekma za to. Ja, mislim, da ta Zenit zdaj in potem naslednja v Rigi bojo kar odločilne tekme za vse naslednjih. Kako so pa kaj igralci reagirali po tem porazu, so dojeli? Ja, igralci reagirajo tako, vsi igralci vedno po porazu glavo dol, pa kapuco čez glavo pa domov. Ker oni pač jutri je za njih nov dan, nikoli nič krivi, ker pač krivi smo imeli drugi, kaj je normalno v košarki.
Kako ste pa zadovoljni s Prepeličem? Zdaj že nekaj časa trenira, zdaj prva tekma. Dobro, trenira, v bistvu ni še to, ne. Prepelič vsem potrebuje enih 14 dni dobrega treninga, ne. Po svetovnem prvenstvu niti bicov ni ne dobro trenirano, ne organizirano, ne nič, tako da to se ni tako lahko, da se vrnete nazaj. Kaže določeno željo, on bo sigurno zna veliko pomoč, posebej na tej poziciji dvojke, ki je bil zdaj samo, mislim, Salin, pa še Mrnelec malo koristil na tej poziciji, zdaj Mrnelec celo zbolel in ga ni, se pravi, kljub temu je težko igrati ni težko, to se mora na dveh pozicijah, na dveh tekmovanjih z v bistvu 9 igralcem.